Za vse gasilce velja povelje, mirno! Spoštovani zbrani, tovariši gasilci, cenjeni gostje in prijatelji gasilstva, prisrčen gasilski pozdrav na pomoč. Slovesnost sta z ubrano izvedbo slovenske himne odprli godbina pihala iz Slovenskih Konjic in Ljubečne, ki sta z zvokom povezali srce in domovino. Danes, 9. avgusta, je gasilski dan zapisan z veliko začetnico, saj ga v solidarnosti s prebivalci mesta Slovenske Konjice in okolice obeležujemo kot dan spomina na zgodovinski čas velike naravne ujme. Dan gasilca, dan solidarnosti praznujemo že 21 let. To je tudi praznični dan prostovoljnega gasilskega društva Industrijske cone Konus, ki letos obeležuje 80 let delovanja. Praznični dan društvo skupaj z Gasilsko zvezo Slovenske Konjice obeležuje s prevzemom novega gasilskega vozila, svojo zgodovinsko pot pa simbolno zaokrožuje s kroniko, ki jo je pripravil avtor, gospod Florjan Jančič. Spoštovani, vabim vas, da pristopimo k blagoslovitvi novega gasilskega avtomobila. V ta namen vabim gospoda Jožeta Vogrina, konjiškega arhidiakona, da nam podeli blagoslov. Izvolite. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami in s tvojim duhom. Predragi gospod župan, dragi prijatelji gasilci, dragi visoki gostje, dragi bratje in sestre. Danes si sploh ne znamo življenja več predstavljati brez prometnih sredstev, brez avtomobilov, tovornjakov, vsega. Vse to se dan za dnem uporabljamo in z njihovo pomočjo gremo v službo, obiskujemo ljudi, prijatelje, gremo tudi kakšne druge kraje,
predvsem pa tudi rešujemo življenja in rešujemo imovino. Z blagoslovom tega novega gasilskega vozila se želimo Bogu zahvaliti za vse dobrotnike, pa za vse tiste, ki bodo to uporabljali, da bi skušali čim več rešiti. Hkrati pa tudi Boga prositi, naj nam pomaga na vsakem koraku našega življenja in tudi prositi, da bi zmeraj mogli računati na njegovo pomoč. Pa prisluhnimo odlomku iz Svetega pisma, iz Evangelija po Janezu. Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu razen po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Že ga poznate in videli ste ga. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Z iskrenim srcem se obrnimo k Bogu, ki nam je blizu na vseh poteh našega življenja, ga prosimo. Nebeški Oče, daj, da bodo vsi, ki bodo to vozilo uporabljali, se zavedali odgovornosti za lastno življenje in za življenje drugih. Prosimo te, usliši nas. Varuj vse naše kraje in vse naše ljudi pred nesrečami in podari nam milost, da se bomo iz vsake poti srečno vrnili domov. Prosimo te, usliši nas. Pokaži nam pravo pot in nas vodi, ki nas vodi v nemiljivo srečo. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi k sebi vse žrtve nesreč in potolaži njihove svojce. Prosimo te, usliši nas. Pa se še priporočimo Božji Materi Mariji in svetnikom, zavetnikom. Sveta Božja Mati Marija, prosi za nas, sveti Jurij, prosi za nas, sveti Florijan, prosi za nas, vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, si nas povezuješ v eno družino in nam naročaš, naj skrbimo drug za drugega in drug drugemu pomagamo. Prosimo te, blagoslovi to gasilsko vozilo in vse naprave, ki jih danes izročamo svojemu namenu. Da naši gasilci in vsi ljudje, ki bodo te naprave uporabljali, raste v pripravljenosti pomagati drugim, posebej tistim, ki so jih prizadele naravne nesreče in druge preizkušnje. Tako bomo združenimi močmi gradili kraljestvo tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Naj bo to novo gasilsko vozilo blagoslovljeno v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Iskrena hvala za blagoslov. Sedaj vabim gospoda Darka Ratajca, župana občine Slovenske Konjice in poveljnika PGD industrijske cone Konus, tovariša Tomaža Brumeca, da opravita svečano predajo ključev. Izvolite.
Spoštovani vsi zbrani, tovariši in tovarišice gasilke, cenjeni gostje. Še enkrat vam izrekam dobrodošlico tukaj v Domu kulture Slovenske Konjice na današnji 9. avgust, dan gasilca v občini Slovenske Konjice. Dovolite mi, da v naši sredini toplo pozdravim člana poveljstva Gasilske zveze Slovenije in predsednika Komisije za industrijo pri Gasilski zvezi Slovenije ter regijskega poveljnika Savinjsko-Šaleške regije, tovariša Mirota Bezovnika. Župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Bojana Podkrajška. Arhidiakona, gospoda Jožeta Vogrina. Poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Avguština Hlasteca. Predsednika in poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Industrijske cone Konus, tovariša Marka Grila in Tomaža Bruneca. Častnega občana občine Slovenske Konjice in dobitnika državnega odlikovanja Republike Slovenije, tovariša Florijana Jančiča. Predstavnica podjetja Vebo, gospod Patricijo Strašnik. Goste z Hrvaške vatrogasne zajednice grada Zabok. Predstavnike gasilskih zvez Celjske regije. Ter sosednje Gasilske zveze Žalec. Prejemnike najvišjega gasilskega priznanja Matevža Haceta in kipca gasilca, občinske svetnice in svetnike, predstavniki lokalne skupnosti in gospodarskega življa, gasilke in gasilce, občanke in občanke. Dobrodošli. Hvala našemu glasbenemu gostu Samu Marguču, ne le odličnemu glasbeniku, temveč tudi ponosnemu mlademu gasilcu. Iskrena hvala tudi predsedniku Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovarišu Tomažu Paholetu, za topel uvodni pozdrav. Zvok sirene nas je letos že 21. zapored natančno ob 18:09 spomnil na tisti usodni 9. avgust leta 2004, ko je naše kraje zajelo hudo neurje s točo. Takrat smo nemočno opazovali, kako so ledene krogle neusmiljeno rešetale strehe naših domov in klestile vse, kar jim je prišlo naproti. A med razdejanje se je vtisnil tudi drug, svetov spomin. Spomin na izjemno solidarnost. Občani Slovenskih Konjic smo še posebej močno začutili, kaj pomeni imeti ob sebi gasilce in gasilke, ki brez omahovanja stopijo skupaj, strnejo vrste in pomagajo vsakomur, ki pomoč potrebuje. Ta dan nas je povezal do te mere, da smo ga razglasili za dan gasilca, dan solidarnosti. Simbolizira gasilsko tovarištvo in duh povezanosti, ki je takrat zavel po naši dolini. In vsako leto z enako hvaležnostjo in ponosom se mu poklonimo, tako tudi nocoj. Spoštovani zbrani, v tem prazničnem času smo bogatejši za prav posebno dragocenost, zgodovinsko kroniko 80 let PGD Industrijske cone Konus, delo priznanega gasilskega publicista gospoda Florijana Jančiča. Ta knjiga zajema več obdobij bogate gasilske dediščine, tako snovne kot nesnovne, s posebnim poudarkom na industrijskem gasilstvu v mestu Slovenske Konjice, v samem središču katerega stoji ravno PGD Industrijska cona Konus. Razvojna pot gasilstva v industriji se v marsičem razlikuje od teritorialnega gasilstva. Zato je zgodba, ki jo prinaša kronika, še toliko bolj zanimiva in dragocena.
Letos prostovoljno gasilsko društvo industrijske cone Konus praznuje 80. obletnico ustanovitve in ob tem častitljivem jubileju k mikrofonu vabim predsednika PGD industrijske cone Konus, tovariša Marka Grilja. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, spoštovani gostje, dobrodošli v Slovenskih Konjicah na praznovanju po prazniku Dneva gasilca, Dneva solidarnosti v občini Slovenske Konjice. Da je solidarnost vedno bolj pomembna, verjetno ni potrebno na široko govoriti. Seveda je temu razlog katastrofalno opustošenje narave, ki smo ga vedno bolj deležni vsako leto. Že mnoge generacije pred nami so gojile takšen odnos in na podlagi tega lahko menimo, da je v naših krajih bila pred 80 leti solidarnost ena od ključnih razlogov za ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva v podjetju Konus leta 1945. Začetki društva so bili seveda skromni, a neverjetna želja po povezovanju, pripravljenosti pomagati in sodelovanje med ljudmi je razlog, da se je društvo kljub zahtevnim časom uspelo obdržati in hkrati razvijati v skladu s potrebami po požarni varnosti v kraju. Prvi začetki gasilstva so se pri PGD Konus začeli takoj po drugi svetovni vojni. Še pred 35 leti so bila v Slovenskih Konjicah 3 prostovoljna gasilska društva. Poleg nas in PGD Slovenske Konjice je bilo še PIGD LIP Slovenske Konjice. Do današnjih dni pa se je število prostovoljnih industrijskih društev po Sloveniji padalo in sedaj je v PGD Konus še edino prostovoljno industrijsko gasilsko društvo v celjski gasilski regiji. Vmes so bila seveda težja obdobja in le našim veteranom in tudi vsem našim gasilcem se imamo za zahvaliti, da naše gasilsko društvo še obstaja. Pred 30 leti je bila potrebna neomajna volja, da smo preživeli to obdobje in nismo propadli kot veliko drugih industrijskih društev v tem obdobju. Prav tako so podjetja v industrijski coni Konus vedno našla posluh za gasilce in nas podpirala. Prostovoljno gasilsko društvo industrijske cone Konus je v zadnjih letih zraslo uspešno organizacijo v občini Slovenske Konjice. Naše delovanje ni ostalo omejeno le na industrijsko cono, ampak z ostalimi gasilskimi društvami iz naše gasilske zveze uspešno sodelujemo na ostalih intervencijah. Poleg tega smo aktivni tudi v večjih intervencijah drugje v Sloveniji. Velik poudarek smo začeli dajati preventivi, kjer smo vse zaposlene v industrijski coni naučili uporabljati gasilne aparate v realnih okoliščinah, na trenažerju, kjer vsak tečajnik sam pogasi ogenj z gasilnim aparatom. Uspešno smo nato nadaljevali z izobraževanjem tudi v več javnih ustanovah, kot so osnovne šole, Lambrechtov dom, zdravstveni dom. Vse to v vidu višje požarne varnosti v celotni občini Slovenske Konjice. Tudi v industrijski coni Konus se industrija razvija iz njo potrebe, kar posledično narekuje tudi razvoj gasilstva. Gasilci zato sledimo potrebam podjetij in se v skladu s tem tudi tehnično opremljamo. Danes zato v uporabo prevzemamo novo gasilsko vozilo, ki je narejeno po naših željah in potrebah in bo namenjeno gašenju in reševanju industrijski coni Konus. Tudi v prihodnosti si želimo stati sodobno opremljeno društvo, zato se obvezujemo, da bomo skrbeli in skrbno sledili razvoju tehnike in gasilske taktike ter se temu prilagajali. Vendar, samo dobra opremljenost gasilne enote ni dovolj, če zatem ne stojijo ljudje gasilci, ki izkazujejo svojo pripadnost prostovoljstvom, humanostjo, pripravljenostjo in solidarnostjo. Ko so vsi ti pogoji izpolnjeni, lahko govorimo o pojmu sodobna, uspešna in zaupanja vredna gasilska organizacija, za kar si gasilci in vodstvo društva PGD Konus prizadeva v največji možni meri. Vse in še več v zgodovini društva pa je predstavljeni v novem zborniku z naslovom 80 let PGD Konus, avtorja Florjana Jančiča. Zbornik je vsebinsko in slikovno bogat teorij zgodovine in razvoja gasilstva v naši industrijski coni. Pri sebi imam 6 kopij knjige s posvetilom avtorja, ki bi jih rad osebno podelil sledečim osebam. Kot prvo Darku Ratajcu, ki bomo podelili skupaj z spominskim odlikovanjem. Pa vi prosim, če lahko pridete pogledati. Miro Brezovniku. Avguštinu Plastecu.
Tomažu Papoletu. Branko Arbajterju. Savo Grilju. Prav tako bi avtorju knjige tovarišu Florjanu Rančiču, ki je tudi naš častni član, podaril spominsko odlikovanje. Jaz sem to kar naredil spodi, tako da, ker da gospod Jančič ne vravo hodi gor na moj. Zdaj pa k besedi vabim predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Tomaža Papoleta. Dan gasilca, dan solidarnosti občine Slovenske Konjice je praznik gasilcev in spomin na največjo naravno katastrofo v mestu Slovenske Konjice. Pomemben dan, ki simbolizira pogum, srčnost in nesebično pomoč. Vsako leto se 9. avgusta ob 18:09 uri s spoštovanjem in hvaležnostjo spominjamo največje ujme, ki nas je prizadela z uničujočo točo, ki je pustila globoke sledi na Konjiškem. Zavedati se moramo, kako krhko je naše vsakdanje življenje in kakšen pomen imajo gasilci v našem vsakdanu. Vedno znova, ne glede na vreme, utrujenost ali nevarnost, rešujejo, pomagajo in dajejo občutek varnosti. Solidarnost ni le beseda, temveč dejanje, ki pokaže, da v ujmah kot celotna skupnost znamo stopiti skupaj. Povezala nas je stiska, a nas je okrepila nesebičnost in srčnost. Zato danes ne gledamo le nazaj z bolečino, temveč tudi s ponosom in spoštovanjem. V današnjem govoru želim izpostaviti 3 pomembne menike v letu 2025. 25 let Muzeja gasilstva v Slovenskih Konjicah, 80 let prostovoljnega gasilskega društva iz industrijske cone Konus in 70 let Gasilske zveze Slovenske Konjice. Muzej ni le prostor, ampak živo srce skupnosti. 25 let ponosa, zgodovine in srčnosti. Gasilci niso le varuhi življenj, temveč tudi skrbniki dediščine. Gasilski muzej Slovenske Konjice že 4 stoletja ohranja pogumne zgodbe in neprecenljive spomine generacij gasilstva. Preteklost, ki daje moč prihodnosti. Vsak kos opreme, vsaka fotografija in vsak zapis v tem muzeju nosi v sebi ogenj časa in dokaze o srčnosti ljudi, ki so brez pomislekov stopali v plamene za druge. Ni prihodnosti brez spoštovanja preteklosti. Letos obeležujemo 80 let prostovoljnega gasilskega društva industrijske cone Konus. 80 let neprekinjene pripravljenosti in pomoči je zgled, ki navdihuje vse nas. Iskrena hvala vsem generacijam gasilk in gasilcev, ki sta v 8 desetletjih ohranili duh požrtvovalnosti, strokovnosti in tovarištva. V 3 desetletjih ste člani društva neštetokrat dokazali, kaj pomeni stati v službi varnosti. Ne le podjetja, temveč tudi ljudi. PGD IC Konus je danes prevzelo vozilo GV-SV na podvozju Iveco Daily. Naj bo to vozilo vedno pripravljeno za pomoč, a naj bo čim redkeje potrebno. Naj vam dobro služi in vedno pripelje gasilce varno domov. Danes ste edino industrijsko društvo v celjski regiji. Tukaj gre predvsem zahvala vašemu bivšemu predsedniku, sedaj častnemu predsedniku, tovarišu Savotu Grilu. Letos obeležujemo tudi 70 let Gasilske zveze Slovenske Konjice. Hvala vsem, ki ste gradili to zvezo. Ustanoviteljem, dolgoletnim predsednikom in poveljnikom, članom vseh prostovoljnih društev, veteranom, mladim gasilcem in vsem, ki prispevate svoj čas, znanje in energijo za obstoj.
Gasilska zveza Slovenske Konjice je v 7 desetletjih postala trdna vez med društvi, most med generacijami, hrbtenica zaščite in reševanja, pa tudi simbol povezanosti, pripadnosti in človečnosti. Iskren hvala občini in županu za zaupanje in podeljeno nagrado ob občinskem prazniku. Ob tej priložnosti bi vas rad povabil na slavnostno akademijo ob 70-letnici Gasilske zveze, ki bo 29. novembra 2025. Izdana bo tudi knjiga o delovanju Gasilske zveze Slovenske Konjice. Hvaležni smo vsakemu gasilcem, vsakemu prostovoljcu in vsakemu posamezniku, ki v takšnih dneh daruje svoj čas, svoje roke in svoje srce. Dragi občani in občanke, prosim, zavedajte se, da bi vam želeli biti v večjih naravnih katastrofah na voljo takoj, a žal ne gre. Bodimo strpni in solidarni do sočloveka. Prepoznajmo trenutke šibkosti in ranljivosti. Stopimo skupaj za boljši jutri. Danes potrebujem pomoč jaz, jutri mogoče ti. Naj bo duh prostovoljstva in solidarnosti vedno prisoten in se odraža v takšnih ali drugačnih plemenitih dejavnostih. Zavedajte se, dobro se vedno z dobrim vrača. Naj vam nikoli ne zmanjka moči, spoštovanja in podpore skupnosti. Naj nas pretekle preizkušnje spominjajo, kako dragoceno je naše življenje. V službi ljudstva, na pomoč! Hvala, tovariš Tomaž Pahvele, za tople besede. Sedaj pa k mikrofonu vabim gospoda župana občine Slovenske Konjice, Darka Ratajca. Lep pozdrav vsem skupaj, tovarišice, tovariši, gasilke, gasilci. Znova sem vesel, da sem lahko danes tukaj, že 7. vas nagovarjam. Včasih je težko povedati, kaj človek v takem trenutku misli in razmišlja. Ko govorimo o dnevu gasilca, govorimo o dnevu solidarnosti. Solidarnost lahko imenujemo tudi drugače. Preprosto človečnost, humanost ali kakšna podobna beseda. In vedno več takih besed se bo slišalo v časih, ki prihajajo, ki so pred nami. Vloga lokalne skupnosti pri razvoju civilne zaščite in gasilstva je izjemno pomembna. Lokalna skupnost se tega zaveda, sam osebno in pa seveda tudi občinski svet, ki nekako odloča o tem, kako bomo to dejavnost razvijali. Jaz sem izjemno vesel in ponosen na to, da dobro sodelujemo. V preteklih parih letih smo na področju gasilstva naredili veliko. Veliko smo investirali in zagotovili dobre pogoje, ali pa vsaj, dostojne pogoje za vaše delo. Izjemno smo ponosni na vaše delo, ki ga upravljate z mladimi. To je izjemno pomembno, ne samo, da jih učite veščin, učite jih življenja. Učite jih to, o čemer sem govoril prej, humanosti, o človečnosti. Torej, kaj ne rečem? Lokalna skupnost je vesela, je ponosna, da vas ima. Brez vas ni stvari, ki bi se rešile takrat, ko je to potrebno. To se je pokazalo v preteklem letu, ko smo imeli točo in takrat ste upravili vrhunsko delo. Hvala vam za to. Zahvala vsem tistim, ki delujete kot mentori v vodstvu. Zahvala vsem tistim, ki vzgajate mlade in zahvala vsem prejšnjim generacijam, ki so ta duh humanosti prenesli tudi na vas. Torej, še enkrat iskrene čestitke tudi gasilskemu društvu Konusa. Tukaj imam eno priznanje za njega, prosim, Marko, da prideš gor. No in Marko je tudi primer, kako se ljubezen do gasilstva prenaša iz očeta na sina.
Najlepša hvala gospodu županu. Sedaj si bomo zopet vzeli glasbeni predah. Na vrsti je Samo Marguč in bo zaigral nekaj veselega. Trenutek še posebej takrat, ko je obeležen z izidom kronike, ki ohranja kolektivni spomin in zgodovinsko podobo društva. Prostovoljno gasilsko društvo Industrijske cone Konus se je s knjižnim zapisom uvrstilo med slovenska gasilska društva, ki z visokim spoštovanjem in predanostjo skrbijo za svojo dediščino. Ponosni smo, da v tem trenutku praznovanja beležimo tudi pomembno obletnico 70 let delovanja Gasilske zveze Slovenske Konjice. Priprave na predstavitev njene kronike so že v polnem teku, vrhunec pa bo na svečanosti 29. novembra tega leta, ko bomo skupaj sklenili praznovanje jubilejev. Čestitke obema jubilantoma. Lahko? V čast in veselje nam je, da je danes z nami tudi spoštovani predsednik Komisije za industrijsko gasilstvo pri Gasilski zvezi Slovenije, tovariš Miro Brezovnik, ki ga z veseljem prosim za nekaj besed ob današnjem dnevu. Ja, hvala za besedo, spoštovane gasilke, gasilci, spoštovani vsi gostje. Pozdravljam v mojem osebnem imenu in v imenu seveda našega poveljnika Zvonkota Glažarja in tudi predsednika Jankota Cerkvenika. Ko sem prišel tule sem v vaše kraje, smo že vzemno gospodo, je reševala eno zagato glede telefona, pa sem se spraševal, zakaj se počutim tako domače, zakaj se počutim tako, bom rekel, sproščujoče. Kaj nekaj posebnega v teh krajih? Bil sem že pred časom tule v svoji družini, večkrat na dopustu, ampak vseeno, kaj mi je pomenilo tisto, ko sem prišel tule sem? Ne sem nekaj drugače. In ko sem videl že sam naslov Dan solidarnosti, Dan gasilca, je ena zadeva. Druga zadeva, za kar sem pa tudi danes prišel posebej, je pa to industrijsko gasilstvo, ki je dejansko v nekem zatonu, ampak moja naloga je naloga vseh, ki delujemo v teh društvih, pa je, da pokažemo te dobre prakse in pa neko posebno veličino, ki ste jo vi, bom rekel, izžarevate. In to je tudi vrednota, ki je bila, če se spomnite, na kongresu omenjena in je, rekel, včasih zanemarjena, in to je srčnost. In ko vas gledam zmerom in ko sem v vaši sredini,
čutim to, da dejansko ste vi preživeli v industriji, zato ker ste inženirji, zato ker ste, bom rekel, srčni, vztrajni in ste hoteli to nadaljevati. Ne zaradi sebe, ne zaradi svojih podjetij, ampak zaradi svojih družin, zaradi naših poslanstv. In vi razumete eno stopnjo več, kot razumemo, ampak ko razume večina ljudi. In to jim morate povedati. To jim morate povedati zaradi tega, ker vi imate v vaši, ne samo industriji, tudi sami občini, gasilski zvezi, neke takšne odnose, ki so lahko vzor in ponos vsem v Sloveniji. Dajte si aplauz. Vas odlikuje neka povezanost, vas odlikuje, kot sem že prej rekel, srčnost in pa neka želja po sodelovanju. Predsednik društva industrijskega je povedal, kaj je rešitev. Ni rešitev to, da se zapere industrijska vrata in je podjetje na eni strani, občina na drugi strani, gasilska zveza na tretji strani. Vi to združujete v eno in tako razumete. Ne samo, da tako razumete, tako tudi delujete. In to je tista stvar, ki moramo povedati tudi vsem ostalim izven vaše gasilske zveze, vaših občin. In to je tista stvar, ki je tudi moja naloga, da je povem vsem ostalim, da na teh primerih in na, teh dobrih praksi gradimo še naprej. Jaz vam vsem čestitam, ne samo dobitnikom, tudi tistim, ki niste danes bili omenjeni, za vašo pripravljenost, za vašo, to neomajno željo po izboljšanju. In pa še ena stvar, ki si jo lahko, mislim, da zdaj po avgustovskih poplavah, kar tako najbolj slišite, odkot jaz prihajam z Zgornje Savinjske doline, imamo eno stvar, ki jo ne moramo pozabiti, tudi vi je niste pozabili. Se pravi, za nas je to bila poplava, za vas je bilo to neurje. In ko to enkrat doživiš osebno na svoje lastne kože, potem ti nič več ni težko. Tako da hvala vam za vas trud, za vse ure, ne samo vam, tudi vsem vašim družinskim članom. Ponosni smo na vas, ostanite zdravi in dovolite, da zaključim z gasilskim pozdravom na pomoč. Tovariš Brezovnik, hvala za vaše tople, iskrene, srčne besede. Tako je, kot ste rekli, ko daš nekaj takšnega skozi, ti nič več ni težko. Svečanost, kot je današnja, je pravi trenutek, da se izrazi hvaležnost tistim, ki svoj čas, energijo in srce nesebično poklanjate gasilstvu Dravinjske doline. To je priložnost, da izpostavimo pomembne jubileje, dosežke in ljudi, ki svojim delom puščajo neizbrisen pečat. V naslednjih minutah bomo podelili zahvalno listino, oziroma zahvalne listine ne bomo podelili, ker gospoda Blaža Praprotnika ni z nami, bomo pa podelili plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice. Zato prosim, da se mi na odru pridružita tovariš Tomaž Pahole in župan občine Slovenske Konjice, gospod Darko Ratajc, ki bosta skupaj podelila priznanje. Izvolite. Začeli bomo s bronastimi plaketami in na oder vabim prvega prejemnika bronaste plakete, to je tovariš Slavko Bračko. Naslednji tovariš Tomaž Brumec. Na oder vabim tovariša Janeza Goričana.
In še tovariša Marka Grilja. Ja, še fotografija bo. Nadaljevali bomo s srebrno plaketo, ki jo prejme tovariš Janko Adamič. Iskrene čestitke vsem prejemnikom. Sedaj pa k besedi vabim predstavnika Gasilske zveze Slovenije, ki bo podelil gasilsko odlikovanje prve stopnje prostovoljnemu gasilskemu društvu industrijske cone Konus. Iskrene čestitke vsem prejemnikom plaket Gasilske zveze Slovenske Konjice. Hvala tudi podeljevalcem, ki svojim delom in trudom omogočate, da se gasilstvo v naši občini razvija in utrjuje. Vsem skupaj pa želimo še mnogo uspešnih let v vrstah gasilcev, polnih predanosti in poguma. Spoštovani gostje, s tem častnim dejanjem zaključujemo današnji dan gasilca občine Slovenske Konjice. Naj nas duh solidarnosti, ki smo ga danes občutili, povezuje tudi v prihodnje. Glede na strnjene vrste in enotnost, ki smo ji priča na današnji prireditvi, sem prepričana, da nam kot občanom ni treba skrbeti za našo varnost. In da ne pozabim na pomoč do naslednjega 9. avgusta.